Pozdravljeni. Sem Aleš Smrekar in prihajam z Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Sem eden izmed raziskovalcev na Geografskem inštitutu Antona Melika, kjer se že vrsto let ukvarjamo tudi z interpretacijo naravne in kulturne dediščine. Združili smo moči skupaj s kolegi iz Zagreba iz podjetja Muze in pripravili priročnik o interpretaciji dediščine. Uredila sva ga skupaj z kolegico Mirno Draženovič. Oblikoval pa ga je Primož Fijavž z podjetja Studio Botas. Zanimivo ga je zasnoval, saj se na sredini pravzaprav konča publikacija. Naenkrat iz slovenske, drugič s hrvaške strani. In kaj pravzaprav je dediščina? Kot je zapisala uvodničarka kolegica Mateja Breg-Valjavec, je glavna naloga interpretatorja dediščine, da na podlagi znanih dejstev o dediščini, katero interpretira, pripiše pojavu ali objektu dediščine globlji pomen, oziroma da njegovo zgodbo interpretira oziroma predstavi na način, ki bo razumljiv in zanimiv širši javnosti. V sami knjigi najprej razložimo pojme, kot sta naravna dediščina in kulturna dediščina in kako ju razumemo v Sloveniji in na Hrvaškem ter tudi širše. Seveda se moramo sprehoditi skozi samo definicijo in cilje interpretacije, saj tako ugotovimo, da že več kot pol stoletja se na različnih koncih sveta ukvarjajo z mislijo, kako približati znanstvene izsledke širši splošni javnosti. Osredotočili smo se na ekomuzej kot primer mreženja naravne in kulturne dediščine in vključitve lokalne skupnosti v samo interpretacijo. Seveda lahko interpretacija, kot smo zapisali v knjigi, poteka v zaprtih prostorih, kot so razstavišča, muzeji in podobno, ter na prostem. Lahko je zapisano besedilo z različnimi prilogami, lahko pa je tudi tako imenovana osebna interpretacija. Posebno vrednost ima ta priročnik s tem, kako pravzaprav interpretirati, kako zapisati temeljna načela interpretativnega besedila, kako zgraditi to besedilo in seveda bogat je s številnimi nasveti za interpretativno pisanje na eni strani in pa tudi za tako imenovano osebno interpretacijo na drugi strani. Želimo vam zanimivo branje in čim več interpretacijskih uspehov.